se ponavlja, prizor, ki se ga nikdar ne naveličamo. Maribor šampion. Sezona 2013-14 je končana, pokal za prvake je končal v istih rokah še četrtič zapored. In skupaj 12. Spet je bila svečana nedelja v Ljudskem vrtu. Dan, ko NK Maribor 12. postaja državni prvak, se je začel s tradicionalnim druženjem vseh generacij navijačev na južni ploščadi. Ni manjkalo dobre volje, srečevanja, dobrih znancev. Obujali so se spomini na neverjetno sanjsko sezono, sezono mejnikov, ki je prinesla tudi evropsko pomlad. V slavnostnem ozračju je minila tudi zadnja tekma. Najprej je klubsko čestitko za 200 odigranih tekem dobil Goran Cvijanović. Vmes je bil zahvale za neizmeren prispevek k uspehom deležen Dejan Mezga, ki je po 7 letih in pol slekel vijoličasti dres. Njegov izkupiček je 235 tekem, 61 golov. Številke povejo dovolj in učinkoviti čakovški Mariborčan se je poslovil z vsemi častmi. Zadnjo tekmo je odigral s kapetanskim trakom, igrišče zapustil simbolično po 25 minutah igre, saj smo v letu 25. obletnice Viol. Ob izhodu z igrišča se mu je v imenu kluba zahvalil predsednik Drago Cotar, navijači pa so Mezgo, ko je obhajal častni krog, dvignili kar na južno tribuno. Rekel sem, da so emocije tu in da je zelo težko zapustiti ta Maribor, ampak tako je v nogometu in lepih 7,5 let, dosti uspehov in lahko rečem, da smo bili uspešni. Maribor je tu, v mojem srcu bo ostal. Zdaj ne vem, imam nekaj ponud, malo bom počakal še, razmislil in potem podpisal za klub in gremo naprej. Ampak Maribor bo tu in ostal bo v mojem srcu. Lahko rečem sam hvala soigralcem, vsem klubu in navijačem in vidimo se še kaj sigurno. Med čakanjem na vrhunec dneva s podelitvijo pokala prvakom je bilo treba opraviti še zadnje tekmovalne obveznosti ob zaključku šampionske sezone na 57. uradni tekmi. Ni več bilo dovolj energije za odmevnejšo predstavo, je pa se skušalo priti do še ene zmage. Obetavno akcijo je zasnovala vijoličasta prihodnost. Stojanović s podajo za Moravca, ki ob soočenju z vratarjem Vidmarjem ni bil natančen. Domžalčani se niso sprijaznili le z vlogo udeležencev proslave. Skušali so pokvariti zabavo, a jim ni uspelo doseči gola. Med najobetavnejšo situacijo se je dobrovoljcu odprla pot do gola, prišel je do soočenja s Cotmanom, ki je postal zmagovalec tega dvoboja. Zatem pa je preprečil namero tudi Janži. Med poskusi v končnici Črnicu ni veliko manjkalo do gola z prostega strela. Na drugi strani pa po hitrem protinapadu se ni šlo Vuku. Kot zadnji udarec v sezoni je ostal zabeležen poskus Derviševića. Ostalo je pri razpletu brez golov, ob koncu prvenstva bo tako zapisanih 77 osvojenih točk. 77 za 12. naslov prvaka, do katerega je ekipo po vseh mejnikih med aktivno kariero prvič v samostojni trenerski vlogi popeljal Ante Šimundža, ki so ga igralci vrgli v zrak nad zmagovalnim odrom. Veselim se vsakega naslova, veselim se vsake zmage. Za tem, kar so danes pričali navijači pri 12 naslovu, pomeni, da bi v marsikaterem mestu, bom rekel, prišlo to, bom rekel, v navado. Je tukaj mesto Maribor tisto, katero živi za klubom, katero pokaže svojo čustveno navezanost do kluba oziroma do ekipe, katera igra. Tako v pozitivni, tako v negativni trenutki. Obenem bi jim rad tukaj samo čestitev in se zahvalil za podporo, ki nam jo dajo. Med tradicionalno podelitvijo pokala na južni ploščadi so nekateri seštevali trofeje, drugi pa se seznanjali z novimi občutki. Med tistimi s prvim naslovom prvaka v vijoličastem je bil tudi Dare Vršič. Občutki so fenomenalni, dobro sem se vklopil v ekipo, tako da sem že tu ne samo pol leta, ampak nekaj več. To je v bistvu najlepši dogodek sezone, ko dvigneš pokal in proslaviš za svoje igralce. S pokalom v rokah se je še četrtič zapored prvoligaški ples končal po vijoličastih notah. Pri tem pa se stroj z Ljudskega vrta ne namerava ustaviti. Zaključni pozdrav je bil nasvidenje kmalu, z novimi cilji. Premor bo trajal le do 15. junija, potem pa se gre naprej, novim izzivom naproti, z željo, da se čez eno leto spet srečamo na istem mestu.